Ok, Matic, zdravo. Zdravo. Smo na Brdu, na usposabljanju za trenerja. Sicer ti nisi prišel sem zaradi usposabljanja kot trenerja, ampak za do usposabljanja tvojega že znanja, ki ga imaš, deluješ kot kondicijski v Kopru. Tukaj je z nami že 2 dni Adam Oven. Kako doživljaš njega, kako doživljaš celotno shemo, zdaj, tako ko si je zamislil NZS? Ja, lepo zdrav najprej. Ja, moram reči, ja nisem tukaj za licenco A, bolj v sklopu tega dvodnevnega predavanja. Ko sem slišal, da bo dr. Adam Oven tukaj, sigurno to je en privilegij poslušati, bom rekel, človeka, takega strokovnjaka na svojem področju. In moram reči, da sem navdušen. Ogromno nekih tem, zelo kvalitetnih tem, ki jih vsekakor lahko ali uporabiš v svojem delovanju, ali pa bodi si daš neko oceno samemu sebi, ali tako deluješ, tako da zelo zadovoljen. Ko zdaj delaš tako malo primerjavo že ta 2 dni, ne? Kje je Koper, rečemo konkretno, ali pa kje je slovenski nogomet, glede na to, da vem, da se pogovarjaš tudi z ostalimi kondicijskimi? Ja, lahko govorim v bistvu iz tega okolja, kaj jaz delujem iz Kopra. Moram reči, da, kako sem rekel, principi so, lahko govorim zdaj za Koper, za ostali tudi, ko se pogovarjam, so enaki, so podobni, no, ampak sigurno je drugače videti, ko to deluje na nekem najvišjem nivoju, ker so, bom rekel, pogoji boljši, finančni vložki in vse skupaj, no, ampak neki osnovni principi, bom pa rekel, so pa kar podobni, je tudi kot neka potrditev, mogoče, da delamo v neki dobri smeri z temi, bom rekel, pogoji, ki jih imamo. Spravi, kar je zelo pomembno, da vsak ima nek svoj način dela, ampak se mi zdi zelo pomembno, kot je tudi dr. Oden večkrat poudaril, da ti znaš stati za svojim, spravi, da osmisliš to delo, ki ga delaš, da ima neko smiselno ozadje, da ga znanost podpira, potrjuje, in ko pelješ to neko delo, se pravi, da je utemeljeno. No. Mislim, da smo kar na dobri poti, no, lahko govorim za svoje okolje v Kopru, pa tudi v Sloveniji. No, mislim, da rastemo v tej smeri, da se dosti več zavedamo tega, tudi iz kondicijskega aspekta, da se, bom rekel, vse to celostno integrira v sam sistem in način treniranja. No. Kako ti gledaš, rečemo, sodelovanje glavni pa kondicijski trener, glede na to, da tukaj na tem predavanju se zelo eksplicitno poudarja, se pravi, model igre, mora biti neka osnova, iz tega modela bomo potem pač mi pripravljali, se pravi, vsebine, pa glede na vse skupaj zelo velike poudarka na igralnih oblikah, ne, že 2 dni. Kje se ti tu vidiš, rečemo, se pravi, v svojem klubu, ali pa kje ti vidiš, da imamo v slovenskem prostoru, tudi kot igralec bil problem, rečemo, v komunikaciji? Ja, mislim, da je ključna točka tukaj glavni trener, se pravi vodja, on si izbira stav, on ima svoj stav in mislim, da se vse začne pri njemu. Če se on zaveda, da v sodelovanju seveda s kondicijskim trenerjem, s pomočnikom, da se te vsebine nekako vse skupaj seveda lažje, če se to prepletanje, se pravi in tehnično-taktične zamisli, če se dajo seveda to združiti v eno, da se vklapa s kondicijskim delom, sigurno je to dosti lažje, ko imaš opremo, kot je GPS monitoring, ne. Spet smo zdaj tukaj, v katerem nivoju si, tudi mi si recimo live GPS-a ne moremo privoščiti, oziroma ga trenutno nimamo, ampak je sigurno pomembno, bom rekel, da je to usklajeno za lažji način dela, kakorkoli, ne. Se sigurno izogneš nekim brezveznim suhim treningov, ki igralci vemo, da niso glih poljubi, pogodu, ampak ja, sigurno je pa tukaj ključ, mislim, da glavni trener, ki zna to potem seveda vse skupaj združiti, korporirati, za dobro sodelovanje in tako s kondicijskim trenerjem kot pomočnikom, celim stafom, vse skupaj. Ne. Kje se tebi zdi, glede na vse to, kar si zdaj v teh 2 dneh poslušal, ali pa zdaj bojo še praktične delavnice v zunaj, da v katero smer bo šel sam proces treniranja v prihodnosti, glede na to, da pač Adam je v bistvu vse v enem. Bil je kot kondicijski, kot pomočnik, kot glavni, se pravi, dal je top nivo tudi, kar se tiče samih tekmovalnih izkušenj kot trener. Kaj misliš, glede na to, kam on se usmerja, da bo šel nogomet ali pa način treniranja? Ja, res je zanimivo poslušati človeka, ki je, da bom rekel, toliko izkušen skozi, kot si zdaj rekel, in kot glavni trener, kot kondicijsko v končni fazi tudi kot vodja neke strukture, neke organizacije, spravi poudarja pomembnost vsega tega. Mislim, da je to neka prava pot, kam je treba iti, se pravi tudi v smislu, da se nogometni trenerji glavni začnejo zavedati, da tudi oni morajo razumeti
koncept kondicije, prav tako pa kondicijski trenerji tudi seveda je dosti lažje, če razumejo tudi nogometni aspekt, se pravi taktično, da to, bom rekel, pride vse skupaj lepo v eno sliko, ne, se pravi, da se cel koncept treninga usmerja v neko celoto, na vseh področjih, ne, se ne tudi zdaj kot samo treninga, vemo tudi od organizacije kluba, ki je tudi bilo zelo lepo slišati, kako je to organizirano in mislim, da lahko tudi v našem okolju ogromno tega prevzamemo in apliciramo na naše okolje. Ne. Mislim, da bo vse skupaj dvignalo na zelo višji nivo. Samo eno vprašanje še, glede na to, da je Adam zelo veliko raziskoval, pa še raziskuje, ne, a te ob tem pritegne tudi, da bi ti, rečemo, v svojem lokalnem okolju začel, ali meniš, da bo to nuja, da bomo mi tudi več, se pravi, poizkušali, raziskovali, pa vključevali še kako drugo stroko zraven, da nam bo pomagala priti do rečemo, še kakih novih smeri v razvoju nogometa? Ja, se pravi, mislim, mene potegnalo, sigurno iščeš vedno, kot sem prej povedal, da vse, kar delaš, da ima neko smiselno podlago od zadaj, da je nekaj, kar je nekaj znanstveno dokazano, se pravi, če si lahko s tem potrdiš, da to deluje, da ima neko logiko v zadaj in potem, da na podlagi tega delaš in da to deluješ. Jaz mislim, da je to edina prava smer, se izogneš nekemu delu, bom rekel, naslepo. Tako da vsekakor mislim, da bi vsi mogli v tej smeri delati, no, da ima vse karkoli delaš, da ima neko smiselno ozadje, da veš, na čemu baziraš in na ta način lahko pol pričakuješ tudi neke rezultate. Ok, živijo Mitja. Živijo. Smo na Brdo, na usposabljanju za trenerje v EFA. Zdaj, glede na to, da smo ugotovili ravno kar, da smo se srečevali na EFAC, ne? Koliko se tebi zdi to usposabljanje tako ne iz leta v leto, ker v bistvu vsakič, ko narediš en del, ne, potem imaš en del prakse in potem prihajaš na nov nivo. Kako se ti zdi zastavljeno, da je celotna zadeva, a je smiselno, se nadgrajuje in imaš občutek, da je kaj preveč, kaj premalo, glede na trenutno, se pravi, v katerem delu si usposabljanja? Ja, tako kot si rekel, sva se srečevala na CEJU in potem skozi prakso, skozi ekipe želiš nadgraditi svoje znanje in to potem greš na B, ampak dejansko se nadgradi to znanje, ga potem zopet v prakso poskušaš prenesti skozi treninge, skozi tekme. In zdaj na A-ju je pa tale tudi videti ta preskok tudi v samim usposabljanju, v samim podajanju informacij, tudi veliko moramo sami narediti, ker smo že dejansko izobraženi kot trenerji in dejansko je nadgradnja in se mi zdi, da je pot zapeljana v redu. A kaj konkretno rečemo pogrešaš tako, glede na to, da, kot smo rekli, ne, zdaj, ti si zdaj že od 2016, zdaj že pač teh 7 let si aktiven v nogometu. Ja. A kaj pogrešaš glede na to, da pač deluješ, da si trener, da si na igrišču, da bi potrebno bilo kje več poudarka narediti ali da bi, ne vem, jaz doskrat tudi provociran, da bi imeli mogoče neke skupne smernice glede igranja nogometa? Zdaj ne vem, kot sam sem najbolj pogrešal ravno to, ker smo zdaj imeli v zadnjem modulu ta predavanja na kondiciji, ker tu se mi zdi, da nas je kar veliko trenerjev, ki nimamo kondicijskih trenerjev, mogoče imamo slabšega znanja oziroma slabšega, nismo toliko podkovani. Tako da se mi ravno to zdi, da je v redu, da smo tudi te informacije zdaj na usposabljanju za UEFA pridobili in je všeč, da se je tudi to komponiralo noter, da ni samo igra oziroma tehnika pa tako naprej. Kako pa ti primerjaš tiste svoje stare izkušnje kot igralec, ne, ko si bil, pa način treniranja, pa zdaj nova znanja, ki jih pridobivaš, kako to sploh doživljaš? Zdaj to je skoraj noč pa dan, kar se tiče prej, ko so mene trenerji trenirali. Tudi sam, ko sem začel trenirati, se pravi, tudi ko sem se izobražal po licencah višje, sem tudi sam videl, kaj nisem takrat že vedel, tega znanja imel, da bi že takrat podajal otrokom in pa ostalim te informacije oziroma zastavil drugače treninge in vse skupaj način cilje, podcilje in tako naprej. Ko si rekel otroci, ne, v svojem klubu, kaj posebej pogrešaš danes pri otrocih, zato da bi se, rečemo, tudi na usposabljanju
mogoče začeli spreminjati, ker današnji otroci tudi niso takšni, kot so bili, ne? Sploh glede gibalnih aktivnosti, ki jih imajo, pač rečemo doma, so zelo omejeni, mi smo se pač veliko več gibali kot danes. Mislim, da bi morali tudi tu narediti kako dodatno usposabljanje ali pa izobraževanje. Zdaj, tukaj mogoče usposabljanje lahko, ampak se sam trend življenja se je pač z to digitalizacijo tudi pri otrocih se spremenil drugače, kot smo bili mi vajeni. Mi smo bili res tisti uličari in smo cele dneve preživeli za žogo na kolesu. Se mi zdi, da tudi usposabljanje, ne vem, če bi prenesla razliko, ker je enostavno šel svet naprej v to digitalizacijo in je to bo, se mi zdi, prisotno. Tako da bomo mogli večino stvari pol mi narediti na igrišču. Tako, ja. Hvala ti za kratko izjavo. Upam, da boš pridobil znanje naprej, pa da se srečujemo na igrišču čim več. Hvala. Hvala tebi. Ne, zdravo. Smo na Brdu, na usposabljanju za trenera. Glede na to, da vem, da v Celju že nekaj let si delal, zdaj si v Radomljah. Napreduješ, se pravi, tudi na selekcijah, vsako leto malo više. Reci mi, koliko se spreminja način treniranja iz tvojih časov kot igralec na danes in koliko rečemo, ti to pomaga usposabljanje, rečemo to konkretno zdaj UEFA A, da boš lahko prenašal nove stvari v prakso. Spreminja se iz dneva v dan. Mislim, meni vsako izobraževanje, vsaka licenca mi da nekaj več in če primerjam svoje čase ali pa zdaj vidim, da gre vse bolj v specializacijo. Imamo kineziologe, pa fitness trenerje, pa ne vem, vse to okoli nas, ko nam dosti bolj pomaga. Mi smo takrat trenirali vsi skupaj. Vsi po istem planu, vsi smo isto laufali, vsi smo isto dvigovali v fitnessu, zdaj pa se malo to se dela bolj podrobno in sigurno so rezultati tudi boljši. Kaj te je najbolj presenetilo na vseh teh usposabljanjih, če tako direkt rečemo? Ali pa rečemo konkretno zdaj koliko znanja nimam. Si imel občutek pred tem, da dovolj znaš, da bi rečemo iz igralske kariere lahko takoj stopil pred ekipo in vodo? Ja, sigurno. Pa te verjetno sem pa že na C licenci, na prvi licenci sem videl, da bo treba. Da mi dosti manjka. Aha, okay. Zdaj, ko pridobivaš vso to znanje, se ti je kaj odprlo, kaj posebej, da te bolj zanima ali manj zanima, glede na to, da se mi ves čas tu vrtimo nekje med temi kondicijo, med taktiko ali pa ne vem, razvojem tehnike, kjer mislim, da bo tudi neka specializacija trenerjev šla še bolj podrobna. Mene načeloma zanima, da sem glavni trener, no zdaj pa, če bi že šel v kakšno smer, bi verjetno bolj na razvoj tehnike. Se pravi, ti boš pol glavni tehnično-taktične stvari, boš ti vodil. Kondicijo je pa fajn, da si zdaj preposlušal, da boš vedel, kako so delovati naprej. Tu mislim, da sem še najbolj tanek. Jaz ti želim dobro kariero, trenersko, tudi tako, ko si imel igralsko, pa dobro usposabljanje naprej. Hvala. Ok, hvala ti. Saša, lepo zdrav. Lepo zdrav. Na Brdu, zdaj že na UEFA A usposabljanju, da mi reči, v začetku samo, ko si zaključeval kariero, si takoj vedel, da želiš biti tudi trener? Čisto iskreno povedano. Ja. Kako si padel v trenersko delo? Zelo počasi, proti koncu kariere sem gotovil, da bi lahko mlajšim kategorijam res lahko pomagal na tem področju. In nekako sem potem postopoma se odločil, da začnem se izobraževati na tem področju in zdaj vidim, da lahko res dosti dam. Kako se ti je zdaj v času, ko si igral, kako je tvoje znanje, bi lahko si imel takrat občutek, da lahko stopiš na teren, pa da že vodiš ekipo? Glede na to, da vemo, da si odigral kar nekaj. Ne? Ja, zdaj, če damo to na stran, glede na kvaliteto, se potem z leti, ko se to dviguje, že čutiš, da te stvar pelje v nek trenerski posel in si že na igrišču bil nekako na vednicah nek lider in si že komuniciral. In takrat tudi začutiš, da ja, mogoče bi pa lahko bil res trener. Kaj te je najbolj presenetilo na usposabljanjih? Presenetilo, pozitivno, negativno. Jaz le negativnega res ne vidim. Nič razen tega, da včasih je malo naporno, je rata res dolgo, ampak dosti informacij, dosti dobrih informacij. Veliko se naučiš, tako ko imamo in praktični del, in teorijo, zelo veliko lahko odneseš.
in me zelo, zelo pozitivno presenetilo, da poskušamo ne samo biti predavatelji, da sam predavate, ampak je da interakcija in da smo tudi mi v teh situacijah aktivni. To se zdaj v zadnjih letih zelo spreminja, UEFA zelo zahteva tudi to, da se znotraj tega. A pa ti meniš, da bi bilo nujno, rečemo potem, glede na vso znanje, ki ga pridobite tukaj, je vseeno eno je, ko se tako malo šalimo, vzeti žogo, ne, drugo je pa narediti tranzicijo, pa zabiti na drugi strani gol, se pravi isto tu, ko pridobivaš tu znanje, meniš, da bi rabo kajga mentorja še vedno kdaj na igrišču, da te malo pocuka, pa da ti reče, to smo delali na usposabljanju na tak način, se ti zdi, da bi bilo mogoče lažje to predati igralcem na igrišču na nek drug smiseln način? Jaz se popolnoma strinjam s tem in bilo bi prav, da je nekdo zraven, da si zaupajo in da si izmenjujejo in si dajo neke nasvete. Zdaj delujem že nekaj časa kot pomočnik glavnega trenerja v Gorici. Lansko leto sem zamenjal 3 trenerje, z nekaterimi sem imel dobre izkušnje, z nekaterimi ne. Zelo pomembno je, da ti sprejmeš te kritike in da se znaš komunicirati in da ne vzameš to kot, da ti nekdo misli nekaj slabega ali pa da te žali. In jaz sem prepričan, da to bi bila zelo dobra zadeva, da bi bil nekdo, nek mentor še nekako priključen zraven in te lahko pomne, kot zdaj, ko smo imeli te hospitacije. Zelo dobro smo potem po treningu vse to analizirali in s Sašo Kolmanom smo bili skupaj in smo super debato naredili po treningu. No. Reč mi, zdaj na usposabljanju glede na to, da sem bil dosti časa zraven, predvsej pa pri B, je zelo intenzivnih informacij. Ne. Zdaj se pa zadeva v bistvu še stopnjuje in predvsej razširi. Zdaj, danes ravno smo pač imamo predavateljico gospod Hlača, ki nam razlaga, kako v bistvu komunicirati ne samo z mediji, ampak tudi z starši in vsem ostalim. Zdaj, v tvoji igralski karieri, a si ti dobival od trenerjev te informacije in koliko se tebi zdi pomembno, da ti, rečemo, predajal zdaj te informacije naprej svojim igralcem? Iskreno, jaz v svoji karieri mi ni nobeden nikoli nič povedal, kako se obnašati, kako komunicirati. Vse to bila neka praksa, kjer si sam začutil, kako se obnašati in kako speljati. Normalno delaš napake, na podlagi tega, ko se analiziraš, vidiš, da pač to si zgrešil in poskušaš to popravljati. Super predavanje, nismo pa mi imeli nekoga, ki nas bi takrat, to je bilo že 20-30 let nazaj, ki bi nas usmerjal in nas podučil glede tega. Ne, se je zanimivo, ko gledamo, tudi včasih je bil glavni trener, pomočnik trenerja, pa trener vratarjev, zdaj se ta štab se zelo širi. Kaj ti pričakuješ v bistvu potem, tudi ko gledaš zdaj v nekem modernem nogometu, kaj vse bo še potrebno tudi na našem usposabljanju, rečemo, izboljšati za to, da bo tudi trenerju lažje na igrišču? Veliko so že naredili, veliko, stvar se širi, ne bo to šlo čez noč, to sem prepričan. Čim več komunikacije mora biti, čim več interakcija, da sodelujo vsi skupaj, ker če ti sam sediš na predavanju in sam poslušaš, ne boš nič odnesel. Postane dolgočasno, skoraj zaspiš na mizi, pa tudi če je zanimivo, ti ne moš biti skoncentriran in fokusiran 3-4 ure in sem gledati in si nekaj odnesi. Pravi, moš biti skozi aktiven. To se je v zadnjih 2 letih zelo zadeva popravila in jaz sem zelo zadovoljen. Tako da treba samo nadaljevati v tej smeri. Jaz mislim, da bo tudi izobraževanje vsem ostalim postalo še bolj zanimivo, pa tudi boljše trenerje bomo dobili ven. Hvala ti lepa, želim ti uspešno usposabljanje naprej, potem tudi na naprejšnjih stopnjah, pa verjetno si želiš še enkrat imeti tudi svojo ekipo, pa da bo vso to znanje se predajalo naprej. Upam pa tudi, da bomo mlade trenerje za mlajše kategorije, da ne bomo vsi sam na člani delali. Hvala lepa. Risto Kavčič, vodja usposabljanj na Nogometni zvezi Slovenije. Povej mi prvo, kako potekajo sami tile prehodi na novo usposabljanje, ker poslušam tudi od slušateljev, da se veliko spreminja, da tudi oni opažajo, da je veliko več drugačnih, na eni strani tem in na drugi strani so oni zelo vključeni v sam proces, da morajo več delati, niso samo več slušatelji, tako kot so bili včasih. Ja, mislim, da glavna sprememba, kar smo jo uvedli, je, da smo bistveno več dali na njih, da imamo to interaktivnost prisotno, da imamo dvosmerno komunikacijo z različnimi tehnikami, da imamo reševanje problemov po skupinah,
da imamo obiske znotraj klubu, kjer morajo tudi oni pokazati trening in potem se analizira, da imajo za prikazati cel trening namesto samega ogrevanja, naprimer na C-ju. In da imamo tudi znotraj predavanj ne samo teorijo, ampak dejansko teorijo povežemo z praktičnimi primeri, kjer pa damo tudi na njih, da oni predstavijo, kako bi oni rešili, potem pa se skupaj analizira in mislim, da s tem so bolj aktivni in tudi več odnesejo, kot pa da samo poslušajo, pa čakajo, kdaj bo konc. Koliko so slušatelji presenečeni, predvsem, ko se pogovarjajo z njimi, glede na to, da večina verjetno meni na začetku, da nogomet je tehnika, taktika pa kondicija, potem pa kar naenkrat ugotovimo, da je veliko več, pa da je veliko več vsebin, ko jih je potrebno znati, kot te rečemo, ena ta današnja tema, tudi med drugim komunikacija. Ne? Ja, poskušamo izhajati vedno iz tega, kaj trenerji rabijo. Že UEFA je pripravila programe po različnih nivojih, kjer je podala kompetence in za mlade, in za člane, in za različne nivoje treniranja. A hkrati tudi mi smo določene stvari dodali, ko smo nekako analizirali znotraj oddelka, kaj bi pa posamezen trener na določenem nivoju potreboval, da je boljši. In to, kar imamo danes, recimo osnove učinkovitega komuniciranja z učiteljico retorike, mislim, da je tudi zelo dober dodatek, da oni znajo nastopati in pred skupino in v stresnih situacijah, zlasti, ko grejo na višji nivo in UEFA je lahko že zelo visok nivo treniranja, tako prve lige kot druge lige in mislim, da jim ta vsebina pride zelo prav. Kaj ti meniš, da bo, glede na to, da tudi UEFA nenehno spreminja, širi programe, vemo, da midva, ko smo štartala skupaj nekje 20 let nazaj, ne, pri teh usposabljanjih, smo imeli ta C, B, A in Pro, ne, danes je pa že od trenerjev, vratarjev, od C do A, pa zdaj imamo JUT, posebej usposabljanja in tako naprej. Kam vse bo to šlo, koliko podrobno bo šlo, koliko osko bo šlo in kaj bo na koncu pomenilo to, rečemo, za enega glavnega trenerja? Ja, gre v smer usposabljanja specialistov. Včasih ni bilo šolanj za mlade, danes jih imamo posebej, kar mislim, da je zelo dobro, da je specifika tam razvoja, da je bistvo tam, da igralce razvijamo, ne toliko rezultat, kot je tle na UEFA ali pa UEFA Pro bo še bolj ta model igre, da je ekipni uspeh pomemben, da gremo v smer usposabljanja specialistov, tako zdaj uvajamo primer nogometnega analitika, da začnemo tudi z novim šolanjem, ker je to področje šlo izredno naprej v preteklih letih. Področje kondicijske priprave je zelo napredovalo tudi v prejšnjih letih in tudi ga zdaj uvajamo, pa je še nov profil, specialist, da bo nogometno usposobljen, da bo razumel nogomet in hkrati povezoval teme za kondicijo. Zato smo tudi imeli tudi tega tujega predavatelja, ki je na tem področju izredno dober in modern. Tako da mislim, da gre v smer vzpostavljanja specialistov, ki bojo pomagali glavnemu trenerju. Glavni trener pa mora imeti načeloma vsa znanja, vsaj osnovna, da lahko s temi specialisti potem dobro sodeluje. Pa gledaš ti, da je v Sloveniji kaj specifike, ki jo bomo morali obdržati, ali pa kaj specifike, ki jo bomo morali v prihodnosti uvesti noter? Specifike v katerem smislu? Načina komunikacije, načina treniranja, glede na velikost, v kateri smo kot država, se pravi, omejitev tudi glede, koliko imamo mi trenerjev in pa igralcev, govorim tudi rečemo o tem mentorstvu, ki se je zdaj pojavila vse bolj, ne, se pravi, začelo se je na UEFA Pro, ne, zdaj se počasi spušča tudi na UEFA A. Yeah. Je trend tudi, da bi šli potem na mlade, da bi poskušali imeti za trenerje mladih neke mentorje ali pa neke, ali da bi to predvsem prek centrov se delali? Mentorstvo smo zdaj spustili, tako kot si rekel, od Proja na A in tudi že na B, tako da imamo tudi na B-ju že obiske mentorjev znotraj klubu, zato tudi smo nekako združili moči s trenersko organizacijo, da smo uspeli izbrati nekako dobre mentorje, narediti seminar skupaj in da lahko tudi že na B-ju imamo te obiske znotraj klubu, kjer potem kandidati napredujejo na osnovi analize mentorja. Sama specifika pa, če se vrnem na začetek vprašanja, pa mi poskušamo dati neke smernice, trende, načina treniranja, modernih pristopov, zdaj pa kaj bojo oni uspeli v njihovem okolju uvesti, je zelo lahko različno glede na stanje kluba, v katerem se lahko nahaja. Tle pač prihaja do razlik, koliko ima pomočnikov na razpolago, kakšne ima pogoje za trening,
a ima celo igrišče sploh, a ima pol. Tako da potem je nogomet tudi prilagajanje na situacijo. Sam na zadnje še, glede na usposabljanje in mnenje, včasih mogoče je bilo mnenje, da ne potrebujemo toliko veliko znanja ali pa da trener je bolj pomembno bilo, da je bil dober nogometaš, a se ti zdi, da je zdaj pomembno tudi, da se prehaja v to, ne samo, da je igral dober nogomet, ampak da mora slediti tudi trendom, kako se bi ne treniralo, da tu napredujemo v mišljenju. Ja, jaz mislim, da tudi primeri dobre prakse kažejo, da ni nujno, da je bil vrhunski nogometaš, da je kar posledično dober trener. Ampak da tudi dober nogometaš se mora nekako izobraževati, spremljati trende in imamo tudi trenerje, ki niso bili dobri nogometaši, pa so danes dobri trenerji, tako da ni to zdaj ključ do uspeha. Dejansko oni morajo nadgraditi igralske izkušnje z znanjem, da se potem lahko tudi dobri trenerji pred drugimi oziroma da vodijo kvalitetno lahko igralce pa ekipo. Želim ti, da nadgrajuješ lepo naprej usposabljanje trenerjev, da bomo čim več znanja imeli v Sloveniji, pa da bomo potem lahko proizvajali čim več kvalitetnih igralcev. Se trudimo, hvala lepa. Goran, lep pozdrav. Lep pozdrav. Povej mi usposabljanje trenerjev na Brdu, kako gledaš ti na vso pridobljeno znanje, ki si ga dobil zdaj, glede na to, da si že na programu FAA, si že mogel pač prej kar nekaj stvari dati čez. Iz vidika tvoje igralske kariere, ko si bil kot igralec, je veliko znanja, je veliko informacij, preveč? Kdaj ja, kdaj ne. Lahko rečem, da je kar ogromno informacij, zelo koristnih, predvsem kot igralec si gledal čisto drugače kot zdaj. Če bi nekdo mi v preteklosti ponudil, da bi bil za en dan trener, ko sem bil še igralec, bi drugače danes razmišljal. Lahko rečem, da res to šolanje da ogromno, še posebej to zadnje, zelo raznovrstno, zelo veliko je poudarka na igrišču, kar mi je zelo všeč. Manj v klopeh, več na igrišču, kajti to je zelo pomembno, da vsi skupaj dobimo čim več informacij. Kaj te je najbolj presenetilo na vsem skupaj? Pa ne morem reči, da me je res nekaj ekstremno presenetilo. Že toliko skozi kariero si v nekem tem pogonu gledaš, opazuješ, mogoče tudi skozi kariero sem neke stvari gledal, opazoval. Da me je kaj presenetilo, mogoče bolj pozitivno, da je to vse, da iščejo čim več odgovorov od nas, sprašujejo, želijo izkušnje, ki smo jih nekateri dali skozi kariero in to mi zelo pomeni, verjamem pa tudi nekaterim, ki to niso doživeli, da jim da to ogromno izkušenj. Sprašujem iz čist vidika, ne? Ker ko si ti kot igralec, pa ne vem, se s tabo ukvarja psiholog, ne? Ali pa ko se s tabo ukvarja fizioterapeut, ki je sicer nekaj drugega, ampak trener vseeno mora vedeti določene vidike tudi vseh teh deležnikov nogometa. Zato te sprašujem, ne, ko ste zdaj na vseh teh predavanjih, se pravi, ko govorimo, eno je sicer igrišče, to, kar sem prej tudi isto, kar vprašal, ne, ni samo tehnika, taktika, pa kondicija, ampak je zraven en zelo velik paket še ostalih vsebin. Zato me zanima, kako si ti doživel, rečemo, ko je vse to prihajalo zraven, pa ko si se mogel učiti za izpite ali pa ko se je še mogel učiti. Predvsem ta predavanja, če lahko rečemo, oziroma izobraževanje, ki smo jih imeli izven teh tehnično-taktičnih stvari, oziroma nogometa, ta psihologija, tako komunikologija, neko komuniciranje je zelo pomembno. Mislim, da je še posebej danes sem doživel res eno dobro izkušnjo, kako komunicirati, kako se obnašati, kako prenesti določena sporočila. Tudi na področju psihologije, kaj je zelo pomembno, kako trenerji danes motivirajo vse skupaj. To mi je mogoče dalo še največ znanja, oziroma tu mislim, da bi lahko bil še večji napredek. Ok. Jaz ti želim predvsem dobro usposabljanje naprej, čim več znanja, pa da dobro zaključite kvalifikacije. Najlepša hvala. Lepo zdrav, Anja Hlača-Ferjančič, sem prav povedal, ne? Vsi zdravo. Lepo zdrav. Ravno smo zaključili usposabljanje ali tvoj del predavanja, kar se tiče komunikacije z javnostjo, generalno. Prvo bi te vprašal, ne, kako se ti zdi sploh organizacija tega našega usposabljanja za trenerje na Brdu?
Si vajena podobnih stvari, je kaj drugače, ki si videla tudi program, verjetno ostali, kaj vse morajo naši bodoči trenerji, ali pa večina zdaj so že trenerji, znati, te kaj preseneča? Jaz sem navdušena nad tem, kako celostno je program sestavljen, kako se dobro stvari prepletajo, ker dobim ponavadi kar cel mail, ki je namenjen udeležencem, je tudi všeč, ko je napisano bodite športni opremi, se pravi, da imajo tudi te praktične vsebine. Je zelo zahteven, dolg program, tako da sama v svojem delu vedno razmišljam o tem, glede na to, da je danes četrtek in da so oni skupaj že od ponedeljka in da delajo po cele dneve, kaj jim lahko še jaz prinesem, kako lahko še s kakšno vajo sprostim vzdušje, malce povrnem energijo, da ni v bistvu vse preveč teoretično, preveč zahtevno, da ni kakšne nasičenosti. Jaz prvo bi te vprašal tu glede tvojega dela. Koliko imamo mi v tem javnem nastopanju težav v formalnem pa v neformalnem komuniciranju? Javno nastopanje je veščina in se ga da naučiti. Se pravi, vsi smo lahko še boljši, velja za vse. Vsi znamo osnove, nekateri nastopajo na potem višji ravni, nekateri na dokaj osnovni, nekateri hitro zgubijo osredotočenost, naredijo takšne začetniške napake. Zdi se mi, da se zelo počasi izrisuje to, kako pomembno je znanje javnega nastopanja. Pa ne govorim samo o športu, ampak na splošno. Zadnje čase veliko delam strokovnjaki tehničnih strok, recimo s fiziki, s strojniki, ki so res dobri na svojem področju, potem ko morajo pa neka svoja opažanja ali pa izdelke predstaviti potencialnim kupcem, investitorjem in pa zmanjka. In nekaj podobnega se mi zdi tudi v športnem komuniciranju. V Sloveniji zagotovo imamo zelo dobre trenerje, sicer naši športniki ne bi bili tako dobri, ampak pri nastopanju, predvsem pa pri komuniciranju z javnostjo, imajo še nekaj rezerve, ker jih tega ni nihče učil, ker se morda tudi niso zavedali, da je to pomembno. Pogosto pa tudi zato, ker morajo sami opraviti več dela kot kolegi v tujini. Recimo v tujini imaš pogosto širši štab, ki lahko si potem razdeli tudi vloge. Pogosto v Sloveniji je pa en trener zadolžen za vse, pa po možnosti v kakšnih športih še šofer in podobno. Tako da težko potem še odlično javno nastopa. Rečemo, zdaj opažam, tudi vsi že več ali manj manjši klubi imajo pač razne ali Facebook strani ali Instagrame in tako naprej, kjer tudi mladi igralci so že povabljeni k dajanju izjav. Se tebi zdi, da bi bilo potrebno prej pripraviti te igralce, ali da ne izpadejo mogoče ali smešni ali pa nerodni, ki se potem zelo hitro pride tudi do kakšnega nezaželenega zasmehovanja ali pa kaj takega. Ja, in so potem lahko tudi žrtve kakšnega norčevanja in takšni igralci potem ne bodo najbrž da nikoli radi nastopali. Zdi se mi pomembno, da jih čim prej opremimo vsaj z osnovnimi znanji, prav tako bi se mi zdelo pomembno, da jim razložimo, kaj se lahko vse zgodi na družabnih omrežjih in da, jaz vedno pravim mladim športnikom, zelo verjetno je, da če boste imeli kakšno afero, jo ne bodo odkrili novinarji, ampak jo boste vi zakuhali sami s tem, ko boste nekaj objavili na družabnih omrežjih ali pa bo nekdo objavil nek posnetek, na katerem ste vi in bo to lahko sporno, tako da bodite pozorni. Načeloma otroci zelo radi nastopajo. Potem pa se v procesu odraščanja to spremeni, lahko zaradi slabih izkušenj, lahko zato, ker nimajo dovolj znanj. In bi tukaj mogoče dala vzporednico z učenjem tujega jezika. Se najbrž spomnite, kako smo imeli debate o tem, kdaj začeti z angleščino, pa jo imajo zdaj lahko že v 1. razredu, mi smo recimo začeli v 5. razredu. Nekaj podobnega se mi zdi z javnim nastopanjem. Čim prej dati otrokom, mladim ta znanja in jih bodo potem razvijali in bodo dobri, bodo tudi bolj samozavestni. Se pravi, en od tvojih predlogov, če malo položim besede, da bi klubi že kmalu začeli z nekim tudi dodatnim treningom, kako javno nastopati, pa s tistimi PR-ovci, ki jih imajo, da se jim pomaga pri tem, da se jih posname, analizira in potem mogoče ponovno posname. To, kar lahko v bistvu zdaj vsak doma že naredi s telefonom. Ja, točno to. To je veščina in res je ta osnovni trening zelo enostaven. Enostavno moraš tolikokrat stvari povedati, pogledati, zanalizirati in to je to, ni kakšne velike znanosti. Zdi se mi pomembno, da bi jih učili
ne samo javnega nastopanja, ampak nasplošno obnašanja v javnosti. Ko si ti v klubski trenerki ali dresu, s klubsko torbo, z nahrbtnikom, tudi če hodiš domov z treninga ali pa se vozi s kolesom v napačno smer, to ni dobro sporočilo. Ne? In nekaj podobnega je tudi pri obnašanju, komuniciranju v javnosti. Kako se obrneš do predsednika kluba, do staršev, do navijačev, do soigralcev, to se mi zdi tudi zelo pomembno. Ja. To v bistvu, ker zame do tega predavanja, recimo bi lahko rekel, da ali pa za večino nas je bilo, da javno nastopanje, kar je TV in radio. Ne? V bistvu javno nastopanje je praktično vse, kar ti predstavljaš potem neko znamko, klub, firmo, karkoli pa že. Na koncu tudi sebe. Ne? Ja, jaz zelo široko predstavim to komuniciranje, tudi zato rečemo temu modulu osnovo učinkovitega komuniciranja. Se pravi, to ni kako se pogovarjati z novinarji, ampak vaša javnost je širša. Če ste trenerje, so to lahko starši, sorojenci otrok, ki jih trenirate, predstavniki kluba, sponzorjev, lokalne skupnosti, ostali trenerji. Se pravi, ogromna javnost, ki jo nagovarjate, ne samo nek novinar nekega lokalnega medija, ki vas pride intervjujati po neki zelo uspešni sezoni. V enem od sklopov danes, če lahko razkrijem, je bilo tudi pač ta komunikacija s starši. Ne? A misliš, da bi bilo dobro tudi mogoče, da bi klub kdaj izpostavil to tematiko starši in jih izpostavil tudi, da občutijo, kako izgleda to na neki drugi strani? Komunikacija starši je izjemno pomembna. Starši so največji podporniki slovenskega športa, imajo pravico, da sprašujejo težka vprašanja, nimajo pa seveda pravice, da so žaljivi. In tu morajo biti pravila jasna. Spodbujam pa trenerje k temu, da skušajo zelo odprto, veliko komunicirati s starši. In tudi starše v bistvu spodbujam k temu, da naj postavljajo težko vprašanje, seveda. Ampak vsi bi potrebovali morda kanček več spoštovanja, tudi kanček več mojstrstva v izražanju, spraševanju, v izmenjavi različnih mnenj. Se ti zdi, da so naši nogometaši, trenerji, glede na to, da verjetno spremljaš tudi na televiziji, kako nastopajo, so dobri, slabi, kam bi jih razvrstila po kvaliteti? Sprašuješ za trenerje, rečemo, ko nastopajo na novinarskih ali rečemo po tekmah, predvsem, ko so sploh, vemo, zelo stresne situacije. Ne? Ja, spremljam seveda na radiju, na televiziji, kjerkoli se da. Zdi se mi, da so čedalje boljši, da se zavedajo, da je to pomembno. Opažam tudi nekaj zelo dobrih premikov na bolje, v tem, da je komunikacije več, da je bolj sočna, živahna, da se besedni zaklad krepi, da so sporočila bolj zanimiva. Opažam generacije, ki jim ni težko nastopati, ki celo radi nastopajo, morda samo seveda, ko so uspehi ali pa na način, ki njim ustreza, seveda nihče nima rad težkih vprašanj ali pa intervjujev po porazih. Zdi se mi, da se tudi zelo profesionalizira stvar, se pravi, da je več teh predvidenih terminov in da gremo v pravo smer. Vidim pa samo ogromno možnosti še za napredek, zato tudi z veseljem sodelujem pri tem, da pomagam s tem znanjem, ki ga imam, in mislim, da je to stvar, ki je tudi meni velik izziv. Recimo, ko sem omenila prijateljicam, da me čaka delavnica s trenerji nogometa, so tako rekla, to bo pa težko, kaj bojo pa povedali. Ampak dejansko so to ljudje, ki imajo ogromno znanja, ki zelo široko spremljajo stvari in jih je treba samo nekako prepričati, da tisto, kar recimo govorijo igralcem, pa tisto samozavest, ki jo imajo v garderobi, da jo prinesejo kdaj tudi na novinarsko konferenco, tudi na intervju, se pravi, da naredijo ta korak naprej, da to ni samo nek težak ali pa ne bodi ga treba del posla, ampak da je to tudi neke vrste privilegij, ker recimo biti trener ali pa igralec nekega uspešnega kluba, reprezentance, ti avtomatsko pripelje občinstvo, ki se šteje v nekaj 100.000. Ko si ti nek uspešen reprezentant, te posluša več kot 100.000 ljudi. In to pomeni, da imaš izjemen privilegij, izjemno moč
da lahko nekaj deliš s tako množico. Pa zelo veliko odgovornost tudi. Ne? Tudi, ja. Bi mogoče ti izpostavila koga posebej, da je dober v teh, rečemo, novinarskih konferencah ali pa, da poznaš koga iz vidika, predvsem iz nogometa normalno. Ne? Poimensko ne bi izpostavljala, ker se mi ne zdi korektno. Lahko mogoče kajega tujega trenerja, če slučajno poznaš. Lahko, jaz recimo zelo rada gledam novinarske konference in izjave Jurgena Kloppa, ker se mi zdi duhovit, ker se mi zdi, da ima izdelan slog, ker zna poslušati, se zna odzvati, zna tudi postaviti meje, zna biti tudi provokativen včasih. Se mi zdi zelo zanimiv. Z tega čist stališča analize, ki jo rada počnem. Mislim, z mano je nemogoče gledati televizijo, ker ne prestano komentiram, kako kdo nastopa. Ne? Ampak ja, Jurgena Kloppa si pa protko za užitek daj pogledam in se tudi skušam kaj naučiti ali pa dobiti kakšno idejo, kako stvari oddelati. Se pravi, je pomembno, da vsak sam tudi svoj slog razvija in da ni kopija nekoga drugega. Točno to, ampak od različnih ljudi se lahko učimo, ni pa fino koga kopirati, ker te to zelo omejuje in potem v končni fazi ne narediš tistega, kar bi pa v resnici lahko. Ko smo govorili o tem, da je javno nastopanje tudi privilegij in seveda tudi odgovornost. Čist na koncu rekli smo, da bomo zelo kratki, ne? Kaj bi svetovala igralcem, funkcionarjem, trenerjem, se pravi vsem tem, ki pač morajo javno nastopati, kaj naj naredijo za to, da bojo boljši? Skušajte si postaviti cilj, tako na igrišču, kot tudi za mikrofonom. Se pravi, kaj želite sporočiti, kaj želite, da ljudje si zapomnijo. Gradite svoj osebni slog in bodite zahtevni do sebe, tako kot ste kot športnik, kot trener, tudi kot govorec, se lahko razvijate. To je veščina, ki se jo da natrenirati. Se pravi, trening, samozavest in pa tudi kanček samokritičnosti. Odlično. Hvala lepa. Želim veliko uspeha tudi na tem področju, da bojo naši trenerji vsako leto boljši in boljši, pa potem mogoče, da spustimo zadevo še na igralce. Ja, in da jih bomo z veseljem poslušali in gledali, ne, tudi v vaši oddaji. Hvala. Hvala.